Pozdravljeni v novi oddaji Petkov Extreme. Danes je spet ena od oddaj filler. Tako da Ti znajo biti zabavne. Zabavne, ja, pač pogovarjava se o stvarih, ker nama telefon pove o katerih. Tako da pa začnimo. Kdo je najstarejši prijatelj tvoj, pa kje si ga spoznal? Najstarejši prijatelj? Ja. Ja, veš kaj je zdaj to, ne? Z enimi prijatelji se nehaš družiti. Ja. Je to še zmer prijatelj. Odvisna definicija od prijatelja, ja. Kako se družite? Ja. Ker rekel bi, klele bi soseda omenil, sam glede na to, da sva po neki osnovni šoli se nehala družiti, zato ker nisva več v šolo skupaj hodila. Ne morem reči. Ja. Bi pa pol rekel, kaj pa vem, ja, po moje, da ti pa Mrčo pa Ja. Denis. Ja, jaz bi rekel, da pač mi se nismo... Ginka mafija. Ja, mi smo se dejansko bolj v zadnjih razredih začeli družiti tako proti konca, ne? Ja. Ker recimo, ne vem, z Denisom, z Mrčotem smo pa pač od prvega razreda, ne? Valjda, ja, ti si malo, ja. A veš, ker se še dejansko družimo. Ja. Tako da bi rekel, da uni so prej, pa kje sem jih spoznal v šoli, ne? Ja, res je. Ja, sej pismo. Jaz dejansko iz osnovno šolo, tako bega spoh, da če ga vidim tam, pa sošolka. Dejansko? Da ga vidim kole po cest. Tega se pa spoh ne družim. Jaz sedim z Denisom pa iz Žiga tam, Mrčotem. Ja. Se z drugimi, kva iz osnovke pa zares nisem, ne? Ja. Pos pa ti, ki si nisi bil zares sošolc, ampak ja. Še zmer, ja. Srednji šoli, ne, tako... Ne, srednje pa tudi jaz. Tako ne, ja. Nač. Ja. Ja. Tako je to. Tako to je. Random, ne? Ja. Ali dam next? Ja, se vsi. Aha, to sva tudi že imela, v prvem avtu, ki je povedal. Ja, sam res. Ja. Poglejte si eno epizodo, ne vem, kako je. Alo, wow, a je, okej. Is it ever okay to cheat? Zdaj, cheat je ali varat, ali goljufat. V slovenščini imamo dve različni. Ja. No, da te bom vprašal, a se ti zdi kdaj okej varat? Ne. Mislim, da tle ni treba debatirati. Mislim, zdaj odvisen, da ali bi se debatirati, ne? Zdaj, kaj če te je druga oseba prevarala? A je okej, da ti greš varat? Mislim, če veš, bi še bil s tako osebo sploh. Ne. No, a je pol to varanje? Ja. Če deva se pogovarjati. Ja, no, okej, prav. Okej. Aha, se pravi, če te je druga vara, pa pol ti njo nazaj. Ja, a je to okej. Mislim, pol je okej, ja. Tam itak nista več skrbno. Ja, mislim... Vidiš, kako dobro sva, ja. Šla na to. Kaj? Mislim, tukaj zdaj spet vprašanje, ne? Zdaj, če si ti v mladih letih, ki nimaš familije, ki nimaš otroka, je zame to lahko, če prevaro pač pa id stran, mislim, razen če imaš odprt razmerje, pa ti je okej, zdaj, če pokaj si pa ti enkrat tako, da imaš še druge osebe, se pravi svoje otroke, te zadeve, pa se pa tle, če mene vprašaš, kar zakomplicirajo tele zadevce, ker, a veš, zdaj, kaj narediti, a si pripravljen živeti s tem? Jaz ne vem, če bi lahko bil. Ja, mislim, okej, a veš, mislim, jaz tudi... Hipotetično. Tako. Odvisno, a veš, kaj, mislim, pa, kaj boš, a boš zdaj gledal na sebe, boš gledal na svoje otroke, a veš, a boš zdaj uničil to, ali je bila to sam napaka, ki je bila slučajno enkrat v trenutku pač neke... Ja, ne, jaz si to pač kot napak, to zame, jaz ne bi nekih izgovorov, da ne bi iskal. Po drugi strani pa tudi mislim, kakšen razmerje je pol to? Ja. Pa pol morajo otroci tam biti, a ni pol vseeno, če so otroci sam za eno osebo, pa se pol skupaj. Mislim, ker se mi zdi, da je več škode narediš, če sta dva, ker se itak pol ne vtamarala nič, pa sta skupaj,
Ja. Če sta pa ločena, se pa isto namarata, sam se ne vidite. Ja. Ne vem. Ja, iz tega vidika, ampak pač, kaj pa če je druga oseba pač res zaljubljena v tisto osebo, ki je varala in bi unij je pa žal, pa hočeta še zmer biti skup, ne da sovražita en drugega. Čakaj, se pravi, ki je varu, Ja, bi še zmer rad ustal s to osebo, ja, ki jo je prevaral. ja. Mislim, pa je una oseba glupa. Ja, Ja. napaka. Ne 5krat se je še zgodila, ampak se ni nič narobe. Jaz te imam še zmer rad, ali pa rada. Na veze. Ne vem, no. To klele imam pa jaz ničelno toleranco. Ok. Mislim, da sva tukaj že dva, tako da, ja, sam pač Pogovarjati se tako, moramo, ne? tako, Okej. tako. Naslednja zadeva. Naslednja. Mislim, da sva predebatirala. Mislim, drugač bi se dalo tega kar še nekaj Ja. časa. Mogoče kakšen bi hotel zagovarjati to, bi rad slišal te argumente, ampak Ja. se mi zdi to isto, kot takrat sem rekel z ekonomijo, ki mi bi en razlagal, zakaj je Tesla toliko več vredna od vseh firm. Pač, ja, ok. Ja. Naslednje vprašanje, a je ok prepisovati? Zdaj imaš še tako, ok, čakaj. Varat, zdaj pa še, a je golfat. Golfat, no, ja. Golfat. Načeloma, kakršno moralo imaš, a ne, načeloma ne, pa spet tudi zdaj kaj. Ampak golfat, pa kaj je golfat? Kaj je bilo kaj tazga, ki preko, pa se to je pa ni nič narobe. V šoli, ki prepišeš od sošolca za kosinuse pa sinuse. Recimo, zato, da, to zelo ne bi jaz sekeral, če bi to prepisval. ja. Da bi pa, ne vem, ugolfal enega, ne vem, da mi 10 jurjev da. Tukaj se pa zaključi, ja, definitivno. So spet so neke Mislim, grey zone, pa nekaj, kar je tako, ne. tako. Ja. Kaj pa če gledaš iz strani Robin Hooda, Aha, golfat. da bogatmu vzameš, da daš revnemu, ukradeš. Ja, ja. Sam spet ne, da zdaj unga ubiješ ali pa da mu vse vzameš. Lej. Ja, zdaj sem lahko spet fule razgovoril, ne. Jaz mislim, da je nek limit, ki bi ga lahko določen imel. Milijarda je čist dost, ne rabiš jih še 150 zraven. Ja. In bil takmo primeru, veš kaj, v muzeju pa bom razdelil. S tako stvarjo se strinjam. Ja. Tudi Robin Hood, mislim, da je on čist vse vzel. Ne, ni čisto. King Richard, ne vem če. Po moje, da je... Ne, en delež je vzel, Ja. ni Seveda. čisto vsega pobral. Sej, pač, on je pa itak kradel, pač Ja, vreva. je pač Tako da- isto. tako da Saj je tisti, ki ima to, old medicine došel. tako. Ja, Ja, sam ponavadi so ti bolj zaščiteni, kot ja, itak. Ja. Tako da, ja, svet je ne fair, to so zdaj. že ugotovila. Okej. Tako. Evo, naprej. No, a bi bil raj en teden brez telefona ali raj en teden brez zobne ščetke? Jaz osebno pač raj brez telefona, ker bi mi po moje to tudi prijal, da se malo odklopiš od vsega. Je pa kar je problem pri tem, da si en teden brez telefona, ker danes cel svet funkcionira na bazi pač tega, da imaš telefon, da si dosegljiv, da si posod, ne vem, če greš ne vem, če hočeš dobiti banko, ne vem, pač pogledati stanje, karkoli je, pač rabiš telefon, vse je se obrača, maili, ne vem, pač... Se razumem, isto, kot bi rekel, čelo brez denarja živiš. Bi se trudil, sam ne moreš. Ja, A ne? ja. Klej pa isto. Moram pa reči, klej, da sem bil na neki taki točki, Ja. če hodiš neko pacifiško pot, recimo, Ja. ne moreš uporabljati sploh telefona, Ja. ker nimaš signala. Kaj pa zobno ščetko? Mislim, zobno ščetko sem uporabljal, ja. Tako da je pa tudi tako, no.
Klelih en ten, pa sej bi bila tudi en ten, bi kam zdržal brez telefona. Ja. Je pa res, da tudi lahko, da vem, da mi zobne ščetke uporabljaš kaj drugega. Ampak, kaj hočem reči, ne, je fajn, ko se odklopiš od tehnologije, interneta in Tukaj bi jaz samo mogoče... zobno ščetko, ko hodiš. Tako. Ne, tukaj bi jaz rekel pač odvisno v kakšni situaciji si. Če si ti, recimo, da bi ti dele prišel pa mi vzel telefon, zdaj pa en teden nimaš telefona, to bi bil problem. Če bi pa jaz šel, ne vem, nekam na dopust, pa da vem, da se jaz lahko odklopim od tega, pa takrat dam za en teden stran, bi bil pa kar vesel. Pač, a veš, zaradi tega, ker si pač veš, da imaš cash, imaš uno, kar rabiš, pa lej, bomo že preživeli, ne? Tako. Je pa na dolgi rok to pač, da danes, ker je pač svet Ne mogoče skor, ne. Tako. Razen, če imaš full denarja spet. Tako. Ok, dava še eno. Ja, še eno pa. Ok. A bi jedel v restauraciji, ki je zelo umazana, sam je hrana ful dobra. To je tako zelo čudno. Se vedel, vsak dan jemo McDonald's. Mislim, pač jaz tako bom rekel, če mi ni treba jeti v restauracijo, pač nam šel. Jaz tako malo hodim po restauracijah, da bi... Pač če je umazana, ne bom šel, tudi če je hrana ful dobra. Pa tudi, kaj je definicija ful dobra hrana? Ja. Jaz to nisem, recimo, jaz sem tak šel... Ne vem, če sem, to so se govorila. Veš, če sem lačen, jaz sem, ne vem, sandvič naredil. V glavnem... Kaj sem govoril? Da si sandvič naredim, ki sem lačen. Ja. Pa mi je vse en, pač kaj jem, pač hrana je hrana. Si hoče potešiti lakoto. Ne pa, da bom zdaj en hamburger šel izgledal, ne vem, v Ljubljano iskati za 30 €, samo za to. Ker je pa je ful dober. Jaz se tukaj tudi strinjam, jaz tudi... Ne bi šel jesti v neko umazano restauracijo. Tudi če, mislim, ni mi to, da je dobra, da bi mi pretehtal, da bi pa rekel, da šel pa sem jaz, zato ker je pač ful dober, le če je umazan. Mislim, jaz na splošno sploh v restauracije tako malo hodim, da mi to ne pomeni nič. Da bi rekel, da si ful želim nekaj jesti, ki je ful dober, pač. Te razumem. Dobro, cool. Bo to to? To je to. Sva se zmenila. Drugič pazi. Bom. Okay. Tako da... hvala za ogled. Pametna misel, ljudje moramo paziti. Morajo opaziti, kaj obljubljajo. Če ne lahko. Pridejo posledice. Posledice pridejo. Tako. In s to pametno mislijo zaključujeva današnjo oddajo. Lep petek, pa se vidimo, ko se zagledamo. Adijo.